Papež Frančišek se je 19. decembra srečal s približno 7000 zaposlenimi na italijanskih državnih železnicah. Le-te imajo za seboj že več kot 100 let delovanja. To je predvsem razlog za zahvalo Gospodu, pa tudi priložnost za zahvalo mnogim osebam, ki so trdo delale za realizacijo železniške mreže v Italiji. Nemalo delavcev je pri tem izgubilo življenje. Papež se je vseh teh spomnil in priporočil, da bi delali na tak način, okolikor je to odvisno od nas, da se ne bi več ponovilo. Zgodovina italijanskih železnic po papeževih besedah s posebnimi solidarnostnimi pobudami pričuje tudi o pozornosti do najbolj ubogih. Med raznimi iniciativami so centri za pomoč v več 10 italijanskih mestih. Ti so na razpolago, da prisluhnejo in pomagajo vsakomur, ki se je znašel v težavah. Sveti oče je na to omenil še pomembno pobudo zavetišča za brezdomce na železniški postaji Termini v Rimu, kjer je odprl sveta vrata dejavne ljubezni. Ta struktura je bila prenovljena s pomočjo italijanskih železnic in v sodelovanju s škofijsko Caritas, opravlja pa delo, ki je bistveno zlasti na kraju, kjer se pogosto zbirajo osebe, ki iščejo zavetje. Sveto leto, ki se je nedavno začelo, naj nas predvsem nauči in naj v naš razum in v naša srca vtisne, da je usmiljenje prvo in najbolj pravo zdravilo za človeka. Koliko ozdravitev je delo usmiljenega ljubkovanja, zdravilo, ki ga vsakdo nujno potrebuje, je dejal sveti oče in nadaljeval. Usmiljenje se nam nenehno in v preobilici pretaka od Boga, postati pa moramo tudi sposobni, da si ga podarjamo medsebojno in da bi tako vsakdo lahko v polnosti živel svojo človeškost, je dejal papež Frančišek.